sabo imam kruh. Osnovno živilo, se ste sigurno že slišali. V piramidi prehrane kruh zavzema temelj cele piramide. Torej, ena je polnozrnata žemlja in druga je kajzerca. Na drugem krožničku imam salamo. Ene vrste salamo, druge vrste salamo, kar je pa za obe značilno, da sta v prehranski piramidi zajemata samo vrhnji del piramidke. Kaj to seveda pomeni? V celotni piramidi je pomemben, da več pojemo žitaric in da manj pojemo mesa. Kako se zdaj naredi sendvič? Vzamemo kajzerco. Kajzerco seveda prepolovimo. Tako imamo spodaj prvi kos, prvi del kajzerce. Zdaj bom vzela drugo vrsto salame. In bom nalagala salamo na prvi del kajzerce. Kruh je osnovno živilo. Brez kruha človeštvo ne obstaja. Se pravi, kruh je temelj prehranske verige. Ko naložimo salamo na prvi del kajzerce, z drugim delom kajzerce pokrijemo prvi del kajzerce in salamo. Nastal je sendvič. Diši, jaz vem, da bi ga vi tudi zdaj takoj ugriznili. No, jaz bom počakala, zato ker vam želim razložiti s pomočjo točno tega sendviča temelj komunikacije med ljudmi, uspešne komunikacije med ljudmi. Sestavljena je ta komunikacija, namreč je sestavljena ravno tako najprej iz kruha, dober kot kruh. In pa seveda salamce. Salamce je malo noter. Tako diši. Jaz vem, da bi ga takoj ugriznili. In vsako tako sendvič komunikacijo jaz verjamem tudi, da vi sprejmete. Torej, ko želite nekomu povedati eno kritiko, je izjemen pomemben, da najprej vzamete podlogo, prvi del kruha. To je ta spodnji del kajzerce. Tam poveste sogovorniku, kdorkoli pač že to je, lahko je to vaš sodelavec, lahko je vaš brat, lahko je sestra, lahko je sodelavka, lahko je sestra, lahko je brat, lahko je partner, lahko je partnerka, lahko kdorkoli. No, tiši. In potem na ta dober kruh naložite nekaj, kar drugmu priporočate, da izboljša, kar želite, da izboljša. Kar je pomemben, da naredi drugač. To je ta salamca. To je v ta zgornjem modelčku piramide. Tudi komunikacijske piramide namreč. Ok, in na koncu, gradimo sendvič. Sendvič, komunikacijski sendvič. Damo še drugi del kajzerce, namreč komunikacijske kajzerce. Pokrijemo z našo vero, z našim zaupanjem v to, da naš sogovornik, ne glede na to, kdo je, lahko je to partner, partnerka, lahko je to sodelavec, sodelavka, lahko je sin, lahko je hčerka, lahko je kdorkoli, s katerim komunicirate. Pokrijete z vašim zaupanjem, srčnim zaupanjem, da bo on to tudi, kar ste mu na sredino dali, to tudi naredil. In tako nastane komunikacijski sendvič. In ko potem date ta komunikacijski sendvič drugmu, ga seveda tudi z veseljem sprejme. Saj veste, če mi kar nekaj vržemo v drugega eno skropucalo,
takrat tudi drugi tega ne bo sprejel in se bo začel braniti in iz tega ven nastanejo slabi odnosi. Jaz sem pa prepričana, da vi gledate točno ta klip, ki ga je pripravila Zavod Bisernica, točno zato, ker hočete imeti boljše odnose. Zato komunikacijski sendvič, ko ugriznete komunikacijski sendvič, je to tako slasten.